Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na prvo obravnavo predloga zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev. Predlog zakona je obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Zavezanci bodo morali voditi evidenco pridobitev in odsvojitev kriptosredstev skupno za vsa imetništva kriptosredstev in jo na zahtevo predložiti davčnemu organu. Davek se bo izračunal in plačal po proporcionalni stopnji 25%. Višina davčne stopnje je enaka stopnji, ki velja za obdavčevanje kratkoročnih dobičkov iz kapitala po Zakonu o dohodnini, in stopnji, ki se predlaga za obdavčevanje dobičkov iz odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov v predlogu novele zakona, ki ureja davek od dobička iz odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Davek bo izračunal zavezanec sam v davčnem obračunu z uporabo podatkov iz lastne evidence pridobitev in odsvojitev kriptosredstev. S posebnimi prehodnimi določbami se vzpostavlja domneva, da so bila kriptosredstva, ki so bila pridobljena pred začetkom uporabe zakona, to je pred 1. januarjem 2026, odsvojene in hkrati pridobljena na dan začetka uporabe zakona. Na ta način se iz obdavčitve izvzemajo povečanja in tudi zmanjšanja vrednosti kriptosredstev do dne začetka uporabe zakona. Posledično se določa obveznost priglasitve zaloge vseh kriptosredstev, katerih imetniki so fizične osebe na dan 1. januar 2026. Po mojem mnenju in po mnenju Slovenske demokratske stranke se nadaljuje nerazumna smer davčne politike, ki jo vlada vsiljuje že vse od nastopa svojega mandata. Namesto razbremenitve gospodarstva in državljanov smo priča novim in novim oblikam obdavčitev, dodatnim prispevkom in birokratskim bremenom. Mednarodni pregledi poslovnega okolja kažejo, da se naša država izgublja korake v primerjavi s sosednjimi državami. Razlog je prav v pretirani obdavčitvi previsokih stroških dela in nenehnem povečevanju fiskalnih bremen. Predlagana 25% stopnja davka je izrazito previsoka. To ni samo odvračilno za vlagatelje, ampak tudi neposredno postavlja Slovenijo na rep držav, ki bi lahko bile privlačne za tehnološko napredne projekte. Vlada dr. Roberta Goloba s tem ruši možnosti, da bi Slovenija postala finančno tehnološko središče te regije. Namesto da bi gradili spodbudno okolje, ga v bistvu ves čas uničujemo. Gre za škodljiv, kratkoviden in ekonomsko nesmiseln predlog, ki še poglablja že tako problematično davčno politiko vlade dr. Roberta Goloba. Ko obravnavamo in študiramo rešitve iz tega zakona, vidimo, da pa na področju davkov je vlada oziroma bolj točno dr. Robert Golob, prvi človek vlade, dosleden. 100% uresničuje vse predvolilne obljube. V tistem smislu, kaj mi bo višja neto plača, kaj mi bodo nižji davki. Novi davek. Kakšen bo? Ali bo ljudem pobral 2 milijona pa pol ali pa 25 milijonov, to niti vlada ne ve. Predlog ne loči med različnimi vrstami kriptovalute, stabilni kovanci, žetoni, digitalni vrednostni papir in tako naprej, kar povečuje pravno negotovost in odstopa od mednarodnih praks. Zakaj bi ta potencial, ki ga imamo v Sloveniji, ta startup podjetja z vašim predlogom obdavčitve v višini 25% izgnali iz države? To je ključno vprašanje. Gre za izgon. Podobno, kot smo lahko zavrnjenemu opozicijskemu predlogu očitali pretirano poenostavljanje in zelo nizko davčno stopnjo, smo pri vladnem predlogu razočarani nad ohranjanjem visoke kompleksnosti slovenskega davčnega sistema. In ne nazadnje, oba predloga vsebujeta tudi sporne in morda neprimerne rešitve. Ko se bodo mehanizmi poročanja davčnim organom v prihodnosti še bolj razvili in avtomatizirali, se bo metoda ugotavljanja davčne osnove ter prijave davka lahko tudi spremenila. Poleg tega bi bilo v prihodnosti vredno razmisliti o progresivnosti davčnih stopenj, tako pri obstoječem davku od dobička iz kapitala, kot pri novem davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev. Predlagani zakon ne vidimo kot reforme, ampak kot kapitulacijo pred birokracijo. Predlog ne ureja, temveč zateguje. Vlada je izbrala popolnoma napačno pot. Predlog ni korak naprej v smeri napredka, ampak katastrofalna, nepremišljena, zamujena priložnost za vzpostavitev sodobnega, konkurenčnega in administrativno enostavnega sistema, ki bi resnično podpiral digitalno ekonomijo. Namesto tega je zakon recept za masoven beg kapitala, izgubo davčnih rezidentov in celo spodbuditev nezakonitih praks, ki bodo na koncu škodile vsem, vključno s proračunom države. Zakon namreč od vsakega zavezanca zahteva obvezno in izjemno natančno vodenje evidence o vseh pridobitvah, odsvojitvah, menjavah med kriptosredstvi in celo o notranjih transakcijah znotraj denarnic, kar bo za povprečnega državljana, ki ni računovodski strokovnjak, predstavljalo izjemno, skoraj nepremagljivo oviro.
še povrh vsega nalaga obvezno priglasitev celotne zaloge kriptosredstev na dan 1. januar 2026, vključno z naslovi denarnic in podrobnimi podatki, kar ne le krši zasebnost, temveč tudi odpira vrata morebitnim zlorabam podatkov ali kibernetskim napadom. Tako bodo po predlogu zakona obdavčeni dobički iz prodaje ali menjave kriptovalut za fiat valuto, to je na primer evro, dolarji, blago in storitve. Davčna osnova pa bo razlika med seštevkom vrednosti ob odsvojitvi kriptosredstev v davčnem letu in seštevkom vrednosti ob pridobitvi teh kriptosredstev v istem letu. Kadar bo rezultat negativen, to pomeni izguba, se bo presežek vrednosti ob pridobitvi prenesel v naslednjo davčno leto. Menjava enega kriptosredstva za drugega ali prenos med denarnicami istega imetnika ne bo štela kot obdavčljiv dohodek. Naklonjeni smo tudi razmisleku o možnosti oprostitve davka ali padajoče stopnje davka, če je med pridobitvijo in odsvojitvijo kriptosredstva minilo daljše obdobje in gre za tako imenovano dolgoročno naložbo. Podobno je urejeno v nekaterih državah, s katerimi se primerjamo, na primer Hrvaški, Nemčiji. Žal ste v Svobodi hitro poskrbeli, da pozabimo na brezskrbne dopustniške dni in se vrnemo z izredno sejo v izredno, očitno izredno stanje te države. Če je pri čem izredno stanje, je sigurno na področju davkov. Zdaj v javni razpravi je bilo kar nekaj pripomb zainteresirane javnosti, ki je niste upoštevali. Praktično nobene pripombe niste upoštevali. Vse je na lastniku oziroma prodajalcu kriptovalute, celo obračun davka mora sam pripraviti. Če bo karkoli naredil narobe, bo kaznovan z visokimi kaznimi, ki se tudi predvidevajo. Popolnoma neprijazno oziroma očitno z enim samim namenom, da bi kriptovalute kot take v Sloveniji enostavno, da bi jih izgnali. V bistvu smo se znašli v neki čudni spirali. Vlada dvigne davek zato, da lahko deli mogoče ne bombončke, ampak torte na drugih področjih, potem ko se ustvarja velik primanjkljaj, pa vlada, da rešuje situacijo, ponovno dviguje davek in verjetno bodo, kakor je tudi vaša predvolilna narativa videna, te bombončki še bolj oziroma torte letele okoli. Upoštevani so tudi vidiki varnosti oziroma tveganosti tovrstnih naložb, saj gre za obdavčevanje dobičkov fizičnih oseb iz naslova odsvojitve kriptosredstev, ki v splošnem niso dobro poučeni vlagatelji. Vi govorite, spoštovani, o tem zakonu, da Slovenci niso dobro poučeni, kam vlagajo svoj denar. Tak mačehovski odnos vlade do državljanov, tak pogled na državljane, glejte, prostite, ampak to je zelo zaskrbljujoče. Imamo verjetno nadpovprečno število ljudi, ki je na neki točki investiralo v kriptovalute. To niso neki kriptomilijonarji, ampak neki povprečni ljudje, za katere verjamem, da sedaj, ko berejo ta zakon, imajo neko misel, da bodo pač iz kripto sveta pred uveljavitvijo tega zakona odšli in držali svoj denar raje na bančnem računu. Niti en izmed obeh predlogov ne spodbuja tega, da bi dejansko Bitcoin nekoč postal digitalno zlato, za kar je bil tudi namenjen. Jaz konceptualno ne morem strinjati s tem, ker se mi zdi, da kot liberalka pa moramo ravno podpirati neko svobodo, da se ljudje odločijo, da verjamejo, da je digitalno zlato za njih nekaj vredno in da na njega ne more vplivati nobena institucija. Da bi Bitcoin kot posebna vrsta kriptosredstev užival posebno davčno obravnavo. Temu predlogu nismo sledili zaradi tega, ker smo v predlogu zakona upoštevali isto definicijo kriptosredstev, kot je bila dogovorjena na globalnem nivoju in se bo uporabljala za poročanje in izmenjavo informacij o transakcijah s kriptosredstvi med državami, ki so pristopile k temu standardu. Zakaj bi 25% dal državi, v kateri, oprostite, vsi ostali podsistemi ne funkcionirajo? Če bi vsaj vsi ostali podsistemi funkcionirali, če bi imeli, bom rekel, skladni regionalni razvoj, če bi imeli urejeno zdravstvo, pa nič od tega ni in že 3 leta gre na vse ti podsistemi samo na slabše. Tak zakon, še enkrat, je nestrokoven, nesprejemljiv in je kar plod nekega nepoznavanja celotne kriptoscene na ministrstvu. Me pa zelo žalosti, da imamo takega ministra, ki pravi, da je investiral v kriptovalute, potem pa pripravi tak zakon. Ampak ne razumem pa mojih kolegov poslancev, ki je en diplomiran inženir, drug pa fizik, pa dela reklamo za kriptovalute. Pa čakajte, iz nič ustvarjena vrednost, ki se potem prodaja in nalaga. Iz nič ustvarjena. To je največja shema Ponzi, kar jo je bilo v človeštvu. Največja shema. Ampak zdaj, če se to mora promovirati, promovirite. Kriptovalute, to je bilo tudi že rečeno, omogočajo
če hoče kdo zlorabljati, poleg tega, da so nepredvidljive, omogočajo pranje denarja, omogočajo tudi financiranje česarkoli, tudi terorizma. In nekdo je omenil, da je to digitalno zlato. Kar se mene tiče, je to digitalni drek. Bom pa ta zakon seveda podprl, da gre v nadaljnjo obravnavo. Hvala. Kolegica Sara Žibrat, izvolite, postopkovno. Ja, jaz svojega kolega Miroslava zelo spoštujem, si pa mislim, da ni bilo primerno, no, da žali vse tu glede na izobrazbo. Jaz verjamem, da ravno zato, če si nek strojnik, IT-ovec ali pa nekaj vse razumeš tehnologijo, ki stoji za Bitcoinom in bi mogel biti ravno na nas proti strani. Ampak jaz ne vzamem to kot žalitve, Miro, jaz te še naprej spoštujem, si pa definitivno zdaj zaslužil opomin. No, saj ne vem, je bil to postopkovni predlog ali ne, ampak pa pustimo stati za enkrat. Kolega Gregorič vas je slišal. Zaključujem splošno razpravo in odločamo o predlogu sklepa. Predlog zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo. Zidenje, gospod Kordiš. Ja, 74 sicer poslank in poslancev navzočih, 51 jih je glasovalo za, proti 23. Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo odboru za finance. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi 112. izredno sejo Državnega zbora in vam želim lahko noč.